bratočki, tale dan se je začel v kombiju, kar se mogoče sprašujete, kako, če si rekla, da bo ta vlog o prenovi. Ja, trenutno stanje v stanovanju je tako, da sva, mislim, da 4 noči zaporedoma spala v kombiju, ker nisva imela niti posle postavljene. Tako da, dobrodošli. Skupaj se bomo sprehodili čez tele prenovalniške utrinke. Za zajtrk sem si itak naredila kavico. Bila je res ono, kad te pjesma dotakne, veste kaj mislim. Za frušček sem imela še od enega večera prej domač kefir, čija semena pa breskvice, čist simple. Ja, pa se je pa tudi Klemen zbudil, pa smo začeli dan. Redo, že kavico pijem. Je zate tudi že pripravljeno. O, tam pita jasno. Pridi. Ti je dobro? Kje je kakšna kamera? Dobro, se ne rabim potrditi za vsako fakega skuham, ampak je dobro. To pa... Naredila bova mečken intro bova naredila. To mi Klara ne dovolj. Torej, že dolgo se nismo videli. To pomeni, da ni, to ne pomeni, da je prenova vmes bila na pauzi. Je kontra, glih zato se nismo javili. Glih zato, ker je skozi kaj. Skozi kaj. Lej, kako imamo tle svetlo zdaj, ne? Ja. Bova vam pokazala eno najnovejšo pridobitev. Drugač, prenova je šla super. Sem kjer jogurta. Ampak delalo pa tudi veliko. In zdajle sva v taki fazi, ko smo vse spet razkopali, kljub temu, da vmes, ko se je brusil parket, je bilo ful lepo. Kdaj so bili še oni trenutki, ko sem tako, ko smo tla zgornji del pri spalnici naredila, je bilo že vse tipi-topi, pobrisano, brez praha. Ja, ti si na vožnja na morje, ko že iz tam svetega, ne, čak, kje že vidiš morje najprej? Pa ne vem, kjer mu kraju že vidiš morje, pa se pa še to zadra nekam. Še to, ko si otrok, veš, kdo bo prvi morje videl, pa si že hyped, pa še kar 2 ure, pa še razpakirati, pa še ne morje. Čakaj, je kitajskega, kakšna taka prispodoba? Ja, jaz mislim, da je dobra prispodoba. Ene življenjske stvari so se tako malo razrešile, nimava tu drugih obveznosti in se lahko zdaj res fokusirava, da zaključimo to stanovanje. In v današnjem vlogu boste z nama videli, kva vse smo do zdaj naredila, pa kaj naj še čaka. Ali pej brusiti. Ena zanimiva stvar, ki nima veze s prenovom, ampak sem hodila pokazati. Ne vem, če vam to pokažem, vam karkoli pomeni. Tu so v bistvu Ajdove luskine. In midva, ko sva že ful let nazaj provala, mislim, da pri tašči, polšter z ajdovimi luskinami, sem bila jaz tu hočem. Ja, pač, ker je tako dober. Tako da ona nama je pol sešila za poročno darilo, kot del poročnega darila, v bistvu polšterčke, ki so napolnjeni z ajdovimi luskinami in tu je meni pač obema. Jaz si sploh ne predstavljam drugih polštrov tako med doma. Je pa edin minus tu, ker pač ni nikjer fršlusa, da vsake tukaj razparam, luskine strešam ven in pol tu operem te prevleke, da je čisto. In ja, to sem včeraj naredila, tako da zdaj bom nafilala nazaj. Sem vesela, da sem zbrala ta dan za snemanje vloga, ker je tako odličen prikaz, kako pri prenovi nič ne gre glih po planu, včasih gre na boljše, včasih slabše. Recimo Ikejine stole sem imela plan cele sleč, da operem prevleke, ker sem ful prala ta dan. No, kot kaže, te prevleke imajo zadrge, ne morejo pa biti pralne, tako da... Mislila smo tudi, da bova barvala ograjo, in na koncu nisva, ker je v bistvu Klemen cel dan silikoniral in pač urejal neke ful mehne detajle pri stopnicah, kar bo itak na koncu ful dobro, ampak pač podaljša. Jaz sem se pucala. S Klemenom sva se dogovorila že med prenovo kombija, da ga moram vsake tukaj vprašati sledeče. Hej Klemen, a to, kar zdaj delaš, je tu zdaj pomembno, ali si šel preveč v detajle? Sem tukaj, da ga malo spomnim, ker gospod Klemen tukaj, ima tendenco, da gre v ful prevelike detajle, sicer pol je dobro narejeno, ampak včasih pač ni časa niti volje, da gremo v prevelike detajle. Zdaj pa, ko želim snemam, bi vam pokazala en detajl, ki ga je naredil sam, mislim, ni glih detajl, je kar velika stvar,
In ker je šel v detajle, sem hvaležna, da je šel in tu je. Imava strešno okno. Strešno okno so nama namonterali, malo prej smo šla na Tour de France, ful dobri majstri, pač če hoče kdo kontakt. Tako. Prišla sta dva, zrihtala, tako ful hitro je bilo narejeno, res dobro. Ampak seveda ostalo so špalete. In smo bilo tako, kaj ćemo nekomu reči, ne? Ampak Klemen ima zdaj že izkušnje z špaletami, ker jih je tudi drugje delal. In se je sam lotil in v pari dneh je bilo narejeno. Tako da, če ne drugega, stisnite en like za tele špalete, ne? Kar se tiče čiščenja, ker zdaj smo v tem obdobju, nama je pa odklemna sestra posodila parni čistilec in sem čisto navdušena, tako da to je noro, kako je. In jogi sem oprala s tem in tepih in svašta stvari me še čaka, pa pol že malo dekoracijo gledam. Spalnica je v bistvu že dokončana, pa zdaj vidite, kako izgleda. Mi tle reče skrivna vrata. Glejte, vidite to. Živja. Medtem ko tale garderobna omara je pa zdaj vseljen. Dober, zdaj je tle še nočna marca pa to, ampak se veste, kaj mislim. Ful je dober izpalo. Torej, te luči, ki so zdaj nažgane, so v bistvu ledice, ki so na senzor. Senzor je tukaj spodaj in ko priješ noč se avtomatsko vžgejo. Je še tretja luč, ki je tlele spodaj. Tu je ta luč. Imamo pa še tretji feature, ki pa sem dajmo počakati, da se ledice ugasnejo, pa boste videli. Klemen nama je namonteral disko kroglo na plosk. To je čista magija. Tu popraska moje možgane po čisto vseh kotičkih in to je najlepša stvar v tem stanovanju. Včeraj sem delala solatni skledi in večinoma, ko delam solatne sklede, jih naredim pol še za naslednji dan, tako da to je super, zdaj, ker sem med delom, sem iz hladilnika sem vzela, vam pokažem, kaj je noter. In je zrihtano, kosilo skuhano. Ako ima pašterica, nije ni jedna jebica. Wow. Pa tu daš neko meni. Poglejamo, če smo kaj dobila. Gradbene papirje. Walk-in closet, Moodlight, ni pa ničo ne napisan disko krogla. To so naknadno se pa. Ja, super. Košta ti prihtal. Jaz pa hočem modro delo dobiti od Ikea v Gigi, da sem dokupa še na mod. Tepi. To bo pol, ko bo vse skup. Dekoracija bo ostala. Elektriko smo spomenili. Pač ja, ne? Pač... Za me. Ne, nička. To je zgodovinska vrednost. In kje si bila na morju? Jaz bom po mojem sorbet. Ajde, na zdravje. Ani je bilo vtisi, kje si že bil, ko sem jaz s piknikom. In bil je dne? Oh my god, napišem na Reddit, glede parketa in mi vrže nek srbski thread. Bom ti v slovenščino prevajala. Kako čistite tla in kako pogosto? Jaz rad čistam vsaj dvakrat na mesec z posodo polno vode, 2 krpi, da pokleknem na tla in res detaljno vse pobrišem. Vse one pikice, ki ostane pa tu, da se vse lepo pač zdrgne. Potem očistim še suho krpo, da se lahko dejansko takoj hod gor in da še s tem dan kakšen flek stran, ki mi je prej, pač sem ga spregledal. Na koncu grem pa še z sesalcem, da zberem čisto vse, kaj je ostalo. Medtem ko moja punca vzeme džoger, nekaj kao pobriše, mlatna okrog, vse fleke ostanejo,
Vpije name naj ne hodim, dokler se ne posuši tista ogromna količina vode in valjda ostane sama svinarija razmazana in ne moreš niti hoditi gor pol v nogavice, brez da se ne bi nogavice umazale. PS, prav tako vleče kable z eno roko in zatičnice. Prvi komentar. Reply na PS, izvlači kable z zatičnice z eno roko. A si ti mislijo, da je ženiš? Odgovor, ja. I love it.